Šaleška dolina je zavita v črno. Reševalne ekipe še vedno iščejo rudarja, ki sta v eni najhujših rudarskih nesreč v zgodovini velenjskega premogovnika ostala ujeta v jami. V Velenju pred spomenikom rudarju, kjer prižigajo sveče, je naša ekipa. Jana, kakšne so zadnje novice, kako napredujejo reševalci? Ja, žal se tudi po 27 uram reševalcem še vedno ni uspelo prebiti do dveh ujetih rudarjev. Reševanje še vedno poteka in bo zagotovo potekalo še vso noč oziroma dokler ju ne najdejo. Tukaj na Titovem trgu pri kipu rudarja lahko vidite sveče, sem so prišli ljudje, občani, tako bodo storili tudi jutri in po jutrišnjem. Prižgali so sveče, prinesli rože v znak sožalja in pa tudi v znak upanja za preostala dva pogrešana rudarja. Svečo je tukaj prižgal tudi sindikalni zaupnik Jakov Dominkovič. Gospod Dominkovič, vsi so in ste pretreseni, še posebej knapi. Kako doživljate te trenutke? Velika žalost za premogovnike Velenja, za Šaleško dolino. Zelo žalosten dan je pa še najbolj za njihove družine, za tega, ki je nažalost umrl, in tudi za druga dva pogrešana. Narava je globoko zarezala. Ni lepo vzdušje na delovnih mestih, je zelo slabo. Ljudje so žalostni, nekateri pričakovanja, kaj se bo zgodilo, a jih bomo našli, a jih ne bomo našli. Ne pomnim odkaz na premogovniku, pa sem že zelo dolgo tako, bi rekel, slabega vzdušja oziroma take težke situacije, kot je ta. Kako poteka reševanje, če nam lahko opišete, kako zahtevno je in tudi kako tvegano je za same reševalce? Na začetku same akcije so pač naši reševalci, to so v bistvu najboljši, kar premogovnik premore, šli takoj v reševanje teh pogrešanih rudarjev. Do enega so se že dokopali. Zadeva je zelo resna, zato ker poleg mulja ponavadi še spremlja še, pride do izriva še kakih plinov. Od začetka so delali pod aparati, zdaj se je vzpostavilo normalno zračenje. Je pa zadeva zelo kompleksna, zato ker je ogromno količine mulja vdrlo v rove in je zaprlo, po moji neki oceni, med 40 in 50 metrov kanala. To je, bi rekel, zelo lepljiv material, ki se čez čas strdi. Sedaj nam je uspelo nekako zmontirati verižni transporter in naši reševalci se res borijo in v bistvu z golimi rokami, kar pač lahko si pomagajo z primitivnim orodjem, kopajo in spravljajo pač to jalovino stran, da se probamo čim prej dokopati do teh dveh, ko jih še pogrešamo. To so zagotovo nadčloveški napori. Kako pa bi opisali te tri vaše sodelavce, te rudarje, izkušeni sodelavci? Tega najstarejšega sem poznal, teh mlajših dveh nisem, ampak po pogovoru z drugimi gre za zelo izkušene rudarje, ki so poznali rudarsko delo, tu so ga tudi z veseljem in srcem opravljali. Ne vem, zelo težko vse skupaj tole, tudi jaz in vsi ostali to dojemamo, ne vem. Takšnega udora, pravijo v premogovniku, se ne da predvideti, da gre za v bistvu geološko anomalijo. Danes v dopoldanskem času sem srečal enega, ko je bil prisoten, in to je šlo tako hitro v bistvu, da v parih sekundah se je zadeva zaključila. Ti trije nesrečniki so pač v tistem trenutku bili na nepravem mestu, vsem ostalim, hvala Bogu, je uspelo se umakniti in so živi in zdravi. Zdaj posledice bojo tudi na drugih področjih. Za te tri pa je pač zadeva zelo zahtevna, zelo kompleksna. In to čakanje, zagotovo najhuje za družine, ampak tudi za vse vas, ne? Ja, seveda, zato ker še vedno vemo, da so tam nekje, z vsakim, bi rekel, z vsakim
udarcem s krampom nekaj pričakuješ, vse mogoče pa tu, a ne, počasi se pomikajo. Treba je vedeti, da tudi te reševalce treba čuvati, sej konec koncev tudi noben zdaj ni varen, lahko se ponovi, Bog ne daje, ampak je pa tudi res, da pač tam nekje so spodaj in treba je do njih priti. Hvala lepa.